Kot pojasnjuje župan občine Sevnica, je bilo v letošnjem letu veliko doseženega, in sicer od ureditev, ki zagotavljajo normalen potek vsakdanjega življenja občanov, do strateških projektov, ki bodo na življenje in delo v občini vplivali še vrsto let. Med pomembnejšimi v tem letu zagotovo sodi prenova sevniškega bazena. Kajti 33 let star bazen je bil v tem letu kvalitetno prenovljen, bazenska školjka, trenutno je v prenovi še bazenska strojnica in tako bo ta nekako športno-rekreacijska infrastruktura, kar bazen je. To ni turistični objekt, ampak športni objekt, pripravljen za nadaljnjo rabo. To je velika pridobitev za mesto, za celotno občino, kajti v poletju je zelo pomemben za Sevničane. Zelo velika pridobitev je tudi ureditev območja železniške postaje. Novo parkirišče, prenovljena cesta z novim avtobusnim postajališčem je sicer začetek prenove širšega območja železniške postaje, ampak zelo pomemben začetek, kajti spremenil je novi del mesta. Ta novi trg je bistveno lepši, nekako mestu primeren in verjamem, da bo nadaljevanje projekta urejanja železniške postaje sledilo tem ciljem. Bilo je tudi nekaj manjših projektov, ki pa so, kot pravi sevniški župan, veliko doprinesli. To je vodovod v Mladetičih in še nekateri cestni odseki, ki pa izboljšujejo cestno-prometno infrastrukturo, kar je naš cilj oziroma stalna naloga med projekti. Nadaljevali so z deli v sklopu projekta Stadion Sevnica, ki bo skladno z občinskim podrobnim prostorskim načrtom umeščen na lokaciji ob že zgrajenih športnih objektih. Projekt Stadion ima nekaj težav. Stabilizacija terena ni bila v celoti uspešna. Na manjšem delu je prišlo do zdrsa brežine. Trenutno čakamo projektante, da se opredelijo, na kakšen način bomo stabilizirali tudi del brežine, ki je zdrsnil, zato da projekt pripravimo za prihodnje obdobje, da ga realiziramo tako, kot je načrtovano. Gre za enega večjih projektov, priprave nanj tečejo že vrsto let. Vsi projekti, veliki projekti so nekako večletni in tečejo te priprave več let. Nekako Stadion je pa zelo pričakovan projekt in tudi zelo viden, ker je sredi Sevnice, zato mogoče toliko več pozornosti namenjeno njemu. Kot je izpostavil Ocvirk, je bilo leto 2019 precej investicijsko naravnano, sicer na manjših projektih in na tistih, ki so financirani predvsem iz občinskega proračuna. Kajti evropskih sredstev iz dogovora za razvoj regij v letu 2019 nismo koristili in jih še nismo mogli koristiti. Pričenjamo s koriščenjem teh sredstev v letu 2020 z prvim izmed 3 projektov in ko bodo uvedeni ti 3 projekti iz dogovora za razvoj regij, bo zopet več investicijskega ciklusa, kajti evropski projekti dajejo zelo močan investicijski poudarek. Naložbe, ki jih realizirajo iz občinskega proračuna, ravno tako dosegajo svoje cilje, sicer v nekoliko manjšem obsegu kot evropski projekti.